Se slišimo? Ja, okej. Torej, lepo pozdravljeni še z moje strani. Danes vam bom zelo na kratko predstavila nekatere aktivnosti oziroma izhodišča za oblikovanje strateških usmeritev in nadaljnjih aktivnosti, ki jih pripravljamo, povezane z novim katalizacijskim pristopom. Namen projekta je torej obravnavati različne vidike, podati en takšen celoviti pregled. Projekt še ni zaključen, nekaj tem imamo še odprtih, poteka pa vključevanje v strategijo IZUM-a in sledilo bo še usklajevanje časovnice z Narodno univerzitetno knjižnico, torej NUK-om. Najprej bi se zahvalila članicam programskega odbora, da ste današnji sklop zastavile kot celoto s skupnim imenovalcem, torej standardizacija. Ta slika kaže različne nivoje standardizacije na levi strani, na desni pa vidimo, kako so razdeljene aktivnosti med IZUM-om in NUK-om. Danes smo torej že slišali, zakaj, kakšen konceptualni model, kakšen bo nov katalizacijski pravilnik, ki bo temeljil na RDA in ga pripravlja NUK, bomo slišali, upam, da kaj v kratkem. V IZUM-u pa smo se ukvarjali s vprašanjem, kako implementirati z vidika formata, arhitekture, programske opreme. Slika ima mnogo kratic, na tem mestu jih ne bi razreševala, kar bi pa izpostavila, da na ta kupček dodajamo še eno, ERK, za entitetno relacijsko katalizacijo. Mogoče bo izraz našel kakšno boljšo naslednico, izrazi se še niso ustalili, zasledimo pa v angleščini entity management in podobno. Bistveno pa je, da z njo podajamo pojasnilo novega pristopa, torej da zajema postopke upravljanja vpis entitet. To pa presega dosedanjo katalizacijo z normativno kontrolo. ERK prinaša številne novosti. Poleg razvoja formata in programske opreme je treba opredeliti koncepte vzajemne katalizacije, zasnovati arhitekturo in funkcionalne zahteve aplikacij, podati načine migracije, transformacije obstoječih podatkov, poiskati rešitve za povezane sisteme ter oblikovati podporne programe usposabljanja. Pri projektu smo se pogosto ustavili pri točki 3, torej kaj storiti s starimi zapisi oziroma kako zagotoviti povezljivost. Torej, kakšne so možnosti implementacije? RDA že sam podaja nekaj scenarijev, tega lahko namreč implementiramo v različne strukture za shranjevanje in posredovanje podatkov. Podani so 4, ki se lahko do določene mere kombinirajo glede na namen posameznega podatkovnega elementa. RDA je v prvi vrsti zasnovan za scenarij A, torej povezani odprti podatki, sledijo B, relacijski ali objektno usmerjeni podatki, C, bibliografski normativni podatki in D, ki je običajno namenjen za liskovne kataloge. Tega smo seveda izločili, saj za nas ni več relevanten. Smo pa pregledali razvoj značilnosti različnih formatov, ki so uveljavljeni, ki se uvajajo v katalizacijska okolja, ter načine implementacije v večjih nacionalnih knjižnicah, pa tudi v manjših evropskih sistemih. Preverili smo tudi trende razvoja programske opreme. Bistveno, kar na tem mestu lahko povzamem, je, da še nekih stabilnih pogojev prehoda v scenarij A ni, zelo malo začrtanih strategij, odprta so tudi vprašanja glede kredibilnosti, zanesljivosti podatkov v okolju povezanih v odprtem okolju. Večinoma so se implementirale rešitve preko MARC formata, scenarija C. Projekti so zastavljeni postopoma, izpostavlja pa se, da bo MARC še kar nekaj časa v knjižničnih sistemih, zato je treba zagotoviti tudi preslikave. Ocenili pa smo, da je Unimark, na katerem temelji Comarc, razmeroma dobro zastavljen. Pri programski opremi v orodjih se uvajajo določene funkcionalnosti in storitve povezanih podatkov, v knjižnični skupnosti se oblikujejo politike odprtosti teh podatkov. Eno in zelo pomembno izhodišče so tudi specifike sistema COBISS. Sistem namreč temelji na 2 principih. Prvi je vzajemnost in ta ima svojo zgodovino. Kot vemo, katalizacijska praksa se je ves čas nadgrajevala, opaziti pa je, da tako imenovanih lokalnih praks vse manj oziroma zelo malo. Sistem je izrazito heterogen, tako po tipu knjižnic, vrsti gradiva, nivoju vpisa končnih uporabnikov. To se seveda odraža tudi v vzajemni bibliografski bazi, ki ima že več kot 6 milijonov zapisov. Baza pa je edinstvena,
ker zajema sistem na nacionalnem nivoju in vsebuje natančne metapodatke o kulturni in znanstveni dediščini Slovenije. Specifika sistema je tudi izrazita granulacija, naraščajo zapisi za članke oziroma sestavne dele, tudi delež zapisov, ki so namenjeni vodenju bibliografij raziskovalcev ter zapisi za e-vere. Katalizacijo pa na primer bilo lansko leto vključenih le 40% vseh članic sistema. Dodana vrednost pa je ponovna uporaba. Podatki so vpeti v povezane sisteme, kot je knjižnično nadomestilo, ter produkte in storitve, kot je na primer repozitorij DACOBIS. Sicer pa menimo, da ima kar precej dobre temelje. Do sedaj so bili izvedeni že kar nekaj razvojnih projektov, tu bi izpostavila zlasti normativne baze in normativno kontrolo, vzpostavitev programskega povezanja v COBIS plus po FRBR, preučitev orodij BibFrame, vključitev zapisov v VIAF, geslovnik SGC, lansko leto pa še analiza formatov in testna baza za dela. Vmes so bili tudi ukinjeni dodatni vpisi in podobno. Zato je zelo pomembno, da se strateške usmeritve sledijo tem specifikam, pri tem pa da zagotovi se točnost, poveča se kakovost in uporabnost teh podatkov, zagotovi se interoperabilnost, kontinuiteto za povezane sisteme, upoštevati je treba delovne procese knjižnic ter strokovnost osebja seznaniti v potrebnih aktivnosti. V skladu za izhodišče, zato je smiselno vsaj v prvi fazi nadaljevanje nadgradnje formata Comarch, scenarijem B z nekaterimi značilnosti SEA, torej relacije. Analiza SWOT je nanizala kar nekaj prednosti in priložnosti, kakor tudi slabosti in nevarnosti. Tabela je precej obsežna, zato bom povzela bolj na splošno. Na vaši levi so prednosti z rumenim S, kjer se izpostavlja uporabnost formata in fleksibilnost, uporabnost dosedanjih aktivnosti in povezanost s starejšimi zapisi in drugimi sistemi. Prav tako vidimo potencial rabe SGC-ja v različne namene. Na vaši desni, z modrim okvirčkom V, so navedene slabosti. Teh je sicer številčno manj, vendar pa imajo pomembno težo tveganja pri izvedbi prehoda. Tu velja izpostaviti predvsem redundanco podatkov, pa tudi kakšne aktivnosti, ki mogoče nima nekega dolgoročnega učinka, to so različne analize starih zapisov in tako naprej. Ocenili pa smo, da imamo tudi kar nekaj priložnosti. Spodaj na levi O je naveden tudi potencial umetne inteligence. Med nevarnosti pod črko T pa poleg kadrovskega finančnega upada izpostavljamo predvsem odvisnost od izvedbe drugih projektov in seveda sprejemanje oziroma razumevanje prehoda v naši knjižnični skupnosti. Za naslednjo 5-letno obdobje smo začrtali nekatere strateške usmeritve in sicer s prvo točko bomo v formatu nekaj podatkovnih elementov dodali, druge dopolnili. Druga strateška usmeritev se bo ukvarjala predvsem s pripravo zapisov za dela in izrazne oblike, kar nam bo kasneje predstavila magistrica Gordana Mazič. S tretjo točko nadgrajujemo koncept vzajemnosti z novo arhitekturno zasnovo, ki jo nam bo zatem predstavil Theodor Vaniger, pri čemer bo seveda potrebno najprej pripraviti obstoječe zapise in najti rešitve za zapise v lokalnih bazah. Po nadgradnji in obogatitvi zapisov bi lahko vzpostavili tudi storitve povezanih podatkov. Tu so seveda potrebni dogovori o odprtosti in nenazadnje dopolnitev COBIS plusa tako, da bo povečal informativnost opisov virov in omogočil prikaze relacije med njimi. Za zaključek pa še naša klasična prosojnica s kontakti in priložnost, da vas povabim, da nam preko e-pošte pišite, če želite sodelovati v kakšnih fokusnih delovnih skupinah. Prva fokusna skupina načrtovana nekje v začetku decembra na temo možnosti razreševanja razlik med lokalnimi in vzajemnimi zapisi. Zaključila bi pa še z enim takim splošnim pozivom oziroma prošnjo, da knjižnice kot skrbnice podatkov zapisov v letnih planih predvidite aktivnosti povezane s katalizacijo in oziroma redakcijo. Hvala za pozornost.